Namen letošnjega dehtečega bazarja je bil, kot smo že omenili, predstaviti izdelke uporabnikov centra Korak in z dobljenimi prispevki pomagati uporabnikom pri vstopu v življenje po poškodbi glave. Prvi bazar ste priredili pred natanko 9 leti. S kakšnim namenom? Takrat smo izgubili poslovne prostore v bivši tovarni IBI in v bistvu smo se dekleta zbrala, kranjske gospe, ki so si želele pomagati, in smo iskali neko obliko, kako pravzaprav to našo okolje osvestiti, kam iti, kako mi sami nismo zmogli, in takrat je v bistvu se rodila ta ideja, da naredimo bazar, da ljudem pokažemo, kdo smo in da center Korak dejansko mora živeti v Kranju. Bazar vsako leto dobi tudi svoje ime, ki sovpada s tematiko in na podlagi katere uporabniki skozi vse leto ustvarjajo unikatne izdelke. Letošnjemu bazarju so nadeli pridevnik Dehteči. Letošnji 9. že tradicionalni bazar ste poimenovali Dehteči bazar. Kaj vse dehti? Torej, ko smo iskali naslov za ta bazar, smo veliko premišljevali o tem, kaj res dehteči pomeni. In našli smo neverjetno število nekih asociacij. Ni nujno, da so to opojne rože, ni nujno, da je to neka barvitost, lahko so tudi odnosi. Vsak odnos posebej na drugačen način dehti. Lahko so tudi navadne bilke, ko jih združimo skupaj, vsaka posebej dehti. Dehteči pomeni nekaj toplega, dehteči pomeni nekaj, kar diši, in mi smo si želeli, da ta predbožični adventni čas dehti in diši po toplem, po toplini, po odnosih med ljudeh. V centru Korak želijo omogočiti osebam po pridobljeni možganski poškodbi čim višjo kakovost življenja. Trudijo se, da se s pomočjo rehabilitacijskega programa vrnejo v življenje, ki so ga poznali pred poškodbo. Zato so tovrstni dogodki, kot je bazar, priložnost, da pokažejo, kaj vse kljub poškodbi zmorejo. Mi želimo, da se ti ljudje, tisti, ki se toliko dobro rehabilitirajo, da pravzaprav ne potrebujejo več našega programa, vključijo v neke oblike zaposlitve. Zato smo ustanovili tudi zaposlitveni center, kjer imamo danes zaposlenih 9 invalidov. Ko stopiš v center Korak, imaš občutek, kot da si stopil v neko družino. In mislim, da vsi mi, tudi prostovoljci in člani društva En korak več, smo neka velika družina in sami veste, kaj pomeni biti družina. To je ljubezen, to je navezanost, to je povezanost, to je sočutje, to je neverjetno število nekih čustev, ki jih absolutno se ne da opisati. Njihovi nasmehi, objemi, pristni pogledi in optimizem so kot balzam za dušo. Kot dehteči cvetovi, ki razsvetlijo pogled. Naš pogled, ki je prevelikokrat pesimističen brez razloga.